začenjamo z zadnjim v nizu soočenj Večerovih kandidatk in kandidatov za župane. Najprej naj prav lepo pozdravim današnje kandidate za županje oziroma župana mestne občine Ptuj. Dobrodošli in dobrodošli pa seveda tudi vsi vi, ki ste danes prišli v dvorano mestnega kina Ptuj, da bi jim prisluhnili. In pa seveda tudi vsi tisti, ki nas spremljate v živo preko Večerove Facebook strani. Tako bodo vaše besede tudi nekoliko širše dostopne vašim volivcem. Danes je z nami, kot smo že povedali, vseh 8 kandidatk in kandidatov za županje oziroma župana Ptuja. Med njimi seveda tudi aktualna županja Nuška Gajšek, ki se na tokratnih volitvah poteguje za drugi mandat. Naš namen pa je, da danes predstavite svoje vizije, jih soočite, tako da nekako pomagamo tudi s tem k lažji odločitvi našim bralcem in pa seveda, da vidijo, kaj bodo tiste teme, ki bodo prevladovale v naslednjih 4 letih nekako v lokalni politiki. Danes smo vas posebej kar po izžrebanem vrstnem redu za glasovnice na nedeljskih volitvah. Večina pa vas je Ptujčanom prav dobro že znanih, in sicer ali iz političnega življenja ali pa iz drugih sfer. Nenazadnje ste številni med vami tudi že v preteklosti kandidirali za različne politične funkcije, tako na državnem kot lokalnem nivoju. Zato vas bomo danes bolj na kratko predstavili. Prvi tukaj je gospod Boštjan Koražija, zaposlen kot knjižničar v Ptujski knjižnici, v preteklem mandatu pa tudi poslanec Državnega zbora, predlagatelj Levica. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem tukaj prisotnim v kinu in seveda tudi naši voditeljici, ki tudi zelo dobro poznamo in je ena boljših novinark, kar lahko tudi sam potrdim. Bom rekel, prisrčna in tudi zmeraj resnicoljubna in poštena in mislim, da bo tudi vrhila to oddajo danes oziroma soočenje. Gremo kar naprej, ja. Najlepša hvala. Naslednja je aktualna ptujska županja Nuška Gajšek, sicer univerzitetna diplomirana politologinja, predlagatelj Socialni demokrati. Lep pozdrav. Lep večer vsem skupaj. Druga izmed dveh kandidatk je Suzana Lara Krause, po poklicu profesorica slovenščine in ruščine, samozaposlena, širši javnosti pa znana predvsem kot kandidatka za predsednico države na prejšnjih volitvah, predlagatelj Slovenska ljudska stranka. Lep pozdrav tudi vam. Lep pozdrav vsem. Poleg nje naslednji gospod Robert Križanič, po poklicu gostinski tehnik, ki pa že dlje deluje kot menedžer v kulturi. To je sicer njegova druga kandidatura za župana Ptuja, predlagatelj stranka Resnica. Lep pozdrav. Dobro večer, hvala za povabilo in organizacijo tega dogodka. Samo da dopolnim, jaz sem skupni kandidat dveh list, oziroma ene stranke in ene liste, ampak na glasovnici žal lista in stranka ne morete biti skupaj napisani. To je gibanje Zdrava družba. Hvala za pojasnilo. Potem naslednji kandidat, gospod Andrej Lasko, po poklicu ekonomski tehnik in novo ime v ptujski politiki. Svojo prepoznavnost pa med drugim gradi tudi na tem, da je vnuk narodnega heroja Laska, predlagatelj Slovenska nacionalna stranka. Naslednji gospod Štefan Peter, po izobrazbi akademski glasbenik, magister menedžmenta in pa seveda dolgoletni ravnatelj glasbene šole Karl Pahor Ptuj, ki pa se doslej ni preizkusil v kakšni vidnejši vlogi na lokalnem političnem parketu, predlagatelj Gibanja Svoboda. Lep pozdrav tudi vam. Kot sedmi Franjo Rozman, diplomirani ekonomist, zaposlen kot vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, v preteklosti pa tudi že ptujski mestni svetnik, predlagatelj Socialno-demokratska stranka. Lep pozdrav. In pa prvi z desne, se pravi zadnji oziroma prvi z desne, gospod Andrej Čuš, z 32 leti najmlajši kandidat, magister družboslovja, sicer pa pod bivšo vlado državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, predlagatelj lista Andreja Čušna.
Torej, to bi bile predstavitve. Preden gremo na prvo vprašanje, bi vas prosila le še, da ste odgovori kratki, jedrnati, vendar le vas je kar precej, tako da se bomo lahko dotaknili vsaj večine tistih tem, ki smo si jih zadali, pa tudi seveda korektni v razpravi. Seveda pa so dobrodošle vaše replike, vaša razprava, ne nazadnje je to, zaradi česar smo danes tukaj. Za uvod, za ogrevanje, prvi krog javnomnenjska anketa, rezultat javnomnenjske ankete, ki jih je za Večer opravila agencija Nina Media in smo jo objavili pretekli teden. Rezultati pa kažejo na prepričljivo zmago sedanje županje Nuške Gajšek že v prvem krogu z več kot 75% glasov. Pa me zanima čisto na kratko, kaj je po vašem mnenju botrovalo takemu rezultatu, ste ga pričakovali? Kaj je tisto, kar mislite, da bi vendarle lahko vi ponudili boljšega volivcem? Do volitev nas vendarle še loči nekaj dni, s čim boste vi prepričali volivce, pa morda začnemo tokrat kar pri vas, gospod Čuš. Vi ste po javnomnenjski raziskavi namreč na 3. mestu, sicer s precejšnjim zaostankom. Za aktualno županjo pa tudi z rezultatom, ki zaostaja za tistim pred 4 leti. Kako si razlagate to? Ste vendar precej aktivni v mestnem svetu. Moram reči, da sem se v tej anketi samo nasmejal. Jaz mislim, da več ne živimo v časih Mao Tse-tunga. Bom povedal, da tudi anketa 4 leta nazaj naši svetniški skupini kazala 1 do 2 mandata v mestnem svetu. Na koncu so nam manjkali 3 glasovi, da bi zmagali celo v mestni svet. Ampak vendarle je treba priznati, da so takrat bili rezultati precej bolj izenačeni. Moram povedati, da so bili kar takšni, kot so letos. Tako da, gledajte, jaz sem na zadnjih volitvah dobil 2430 glasov. 4 leta smo bili najbolj aktivna svetniška skupina. Delali smo, lahko rečem, vsako sejo mestnega sveta zelo korektno in jaz sem prepričan, da bomo letos ta rezultat še precej izboljšali. Napovedam pa si tudi zmago v listi za mestni svet in svete četrtnih skupnosti. Super, hvala. Gospod Rozman, vi ste glede na anketo sicer na 2. mestu, vendar le za nekaj odstotkov oziroma celo manj pred gospodom Čušem. Stranki pa kaže pri uvrstitvi v mestni svet nekoliko bolje. Se pravi, kje vidite vi vzrok? Jaz bi videl vzrok v tem, predvsem sem se ukvarjal z statistiko, analizami in tako naprej, skozi študij na strojni in ekonomske fakultete in zdaj na podiplomskem študiju, tudi pri športu. In en rek je v statistiki, ne sodi o lastnosti populacije na podlagi napačno izbranega vzorca. Toliko bi samo imel za povedati. Sem pa vesel, da ste me dali na 2. mesto, sem kupil kar nekaj časopisov v tem obdobju, tako da hvala. No, moram povedati, da je ista agencija delala javnomnenjsko raziskavo tudi za predsedniške volitve in napoved je bila kar precej točna, tako da bomo videli, kako velja ta teza o vzorcih. Gospod Petek, vaša stranka si je prislužila precej večjo naklonjenost anketiranih volivcev kot vi sami. Veliko med njimi po tej raziskavi je dalo svoj glas tudi sedanji županji. Očitno se strinjajo z njenim dosedanjim delom. Kaj vi menite? No, jaz se na ankete ne oziram. Že velikokrat so se izkazali kot netočne. Prava anketa bo to nedeljo. Vsega. Ja? Vi ste po anketi na povsem zadnjem mestu. S čim bi prepričali volivce, da vam vendar naklonijo kak glas več? Nekaj dni še je volitev? Poglejte, moja želja je bila, da kandidiram povsem neodvisno. In jaz do SNS-a, do preteklega tedna z njimi nisem imel popolnoma nič. So mi pa omogočili samo kandidaturo. Se pravi, vaš cilj je bila kandidatura na tem? Ja, vsekakor, ampak kandidatura zaradi tega, ker pač enostavno živim tu, hodim po mestu, spremljam dogajanje v mestu in mislim, da ni to, kar si Ptuj zasluži. Tako da pač poskušam ponuditi neko svojo vizijo,
svoje razmišljanje, vsekakor bojo pa ljudje odločili. Ne? Ampak, To pod imenom katere stranke nastopate, pa se vam ne zdi? ne, jaz sem trenutno član Socialnih demokratov, potem sem član Svobode, nisem pa član SNS-a. Kar se pa tiče Ptuja in podpore župani in vsemu, pa ni v tej dvorani, ampak je tisto, kar živimo, ko bomo šli čez 1 uro ven iz te dvorane, to je pa realnost Ptuja. No, najlepša hvala za vaše pojasnila. Enako, se pravi, gospod Križanič, tudi vam glede na anketo ne kaže ravno najbolje. Kaj je tisto, kar je po vašem mnenju vaša prednost? Kaj bi podarili? Ja, ankete oziroma testiranje javnega mnenja se je delalo približno 2 tedna nazaj, če bo objavljeno pred par dnevi. To pomeni, da takrat, ko se je kampanja še komaj začela, mi delamo našo kampanjo aktivno, intenzivno na socialnih omrežjih med ljudmi. Jaz mislim, da tisto trenutno stanje nekje na sredini lestvice je čisto korektno za 2 tedna nazaj. Mislim, da čez 1 teden bomo pa prijetno presenečeni. No, temu ste tudi namenjeno sporočali, da se lahko bolje predstavite. Se pravi, enako vprašanje tudi za vas, gospa Kruse. Zdaj, če sem čisto iskrena, jaz ne vem, koliko procentov ali koliko mandatov ali česarkoli je bilo namenjenih Slovenski ljudski stranki kot za mestni svet, ker vse, kar sem videla, je bila tista slikica, naslovnice, ki je krožila po Facebooku. Jaz računam na svojo ekipo, v ekipi, ki nastopa pod imenom Slovenska ljudska stranka na teh volitvah. Za mestni svet pod številko 3 so sami pošteni, delavni in pridni ljudje. Nikogar med njimi ni, ki bi bil ptica selivka, nikogar med njimi ni, ki bi bil baraba, nikogar med njimi ni, ki bi bil komu kaj dolžen, in na to jaz računam. Jaz verjamem, da bodo Ptujčanke in Ptujčani to znali ceniti. Imamo veliko idej, prinašamo nekaj novega v mestni svet, ker poleg tega, kdo je župan, je pomembno tudi, kdo sedi v mestnem svetu, in pripravljeni smo delati in kot taki se dajemo na razpolago. Najlepša hvala. Gospod Benešek, ste tako visoko podporo tudi pričakovali. Zdaj, danes smo vas ujeli na predčasnem glasovanju in ste dejali med drugim tudi medijem, da si nekako želite zmage v prvem krogu. Nekako ste dali vedeti tudi, da ni tako nemogoča, naj tako rečem. Pa me zanima, se pravi, vaš komentar. Zagotovo je tista prava anketa, so volitve, takrat bo pravi rezultat in takrat bomo vedeli, komu in koliko so volivci namenili glasov. Na vprašanje novinarja o predstavitvi kandidature, ali si želim zmago v prvem krogu, sem seveda odgovorila za da. Verjamem, da bi ta odgovor dal čisto vsak izmed kandidatov, ki sedi danes ob meni. Zagotovo so se tudi vsi, tako kot jaz, podali v to tekmo za to, da zmagajo. Verjamem, da sem v preteklem mandatu delala dobro, skupaj z ekipo, skupaj z celotnim mestnim svetom, da smo delovali povezovalno, da smo naslavljali tiste prave teme. Zagotovo veliko izzivov se čaka, imamo znanje, imamo energijo in imamo voljo, da to nadaljujemo. Jaz upam in verjamem, da sem upravičila to zaupanje volivk in volivcev in seveda bi si želela zmage v prvem krogu. Upam, da bojo volivci to prepoznali in nagradili in da bomo v nedeljo že dobili novo staro županjo. Če ne, pa bomo tekli še en krog in verjamem pa in upam, glede na to, da smo do zdaj peljali kampanjo zelo strpno, zelo kulturno, zelo povezovalno, da bomo s takim tempom tudi nadaljevali, ker konec koncev Ptuj je malo mesto in po ponedeljku ali pa po drugem krogu bomo vsi še naprej živeli v tem mestu. Vsi kandidiramo zato, ker temu mestu želimo samo dobro in vem, da bomo tudi sposobni nadaljnjega sodelovanja v mestnem svetu za skupno dobro pravo. Najlepša hvala. Tudi glede na rezultate ankete je tudi kar polovica privrženca vaše stranke dala svoj glas gospe Gajškovi. Kje vidite razloge za to?
prvo kot prvo, jaz sem samo član Levice, ne. Druga zadeva pa glede teh procentov oziroma teh statistik. Ja, dejansko volitve so tiste prava statistika oziroma so tisto pravo merilo, kako bo na koncu. Dejansko pa je tudi to ena izmed stvari, da sem pač zelo pozno stopil v kampanjo oziroma tudi napovedal svojo kandidaturo za župana mesta Ptuj. Je pa res, da kandidiram tudi v mestnem svetu in če me ne vidite kot župana mesta Ptuj, me lahko tudi izberete za mestni svet, ker mislim, da je bilo prav, da tudi kulturniki stopimo bolj konkretno in direktno v ta mestni svet, ker po mojem jih je premalo v mestnem svetu. Tako da, glede na vse, pa vsem kandidatom oziroma tudi vsem listam želimo obilo sreče, pa kot je tudi že zdajšnja županja rekla, potrebno bo sodelovati, pa tudi če ne bomo v mestnem svetu, tako na vseh področjih. Hvala. Prav najlepša hvala s tem, da podpujemo ta uvodni krog. No, če še nekoliko ostanemo pri javnomnenjski raziskavi, mi smo Ptujčane prosili tudi naj izberejo med projekti, ki bi morali biti ključni v prihodnjem mandatu mestne oblasti. In s prepričljivo večino so izbrali ptujsko obvoznico. Desetletja stara zgodba, priznati je treba, da je vendarle bil storjen kak korak naprej v tem mandatu, se pravi, prepoznana je bila optimizirana severna varianta trase obvoznice kot nekako sprejemljiva za vse strani, s tem pa, da se je znova zapletlo, civilna iniciativa je stopila iz medresorske skupine, saj si želi ne samo te ene trase, ampak več tras tudi v nadaljnjih študijah. Pa mogoče začnemo tokrat na tej strani, se pravi, kje vi vidite vlogo civilne iniciative v tem, če boste postali župan, kakšen bo vaš odnos do civilne iniciative, jo je mogoče kar tako zaobiti, nekako kot zgleda ta trenutek, ali bi se usedli z njimi, mislite, da je prav, da gre več variant, ena varianta naprej? Poglejte, civilna iniciativa za ptujsko obvoznico je v bistvu glavni motor in tudi glavni pogon vsega tega, da se spet začelo o ptujski obvoznici in tudi o tej dejansko prenovi Ormoške ceste razpravljati na glas. Seveda z njimi je treba konkretno in dejansko direktno sodelovati, tudi z njimi sem že sodeloval kot poslanec v Državnem zboru v smislu tega, da se tudi naslavlja poslanska vprašanja, ki so se tikala ptujske obvoznice in seveda civilna iniciativa mora biti glavni sogovornik pri tem projektu in se strinjam z njimi, da bi moralo biti več variant na razpolago, da se odloči. Je pa res druga zadeva, da je država v tem primeru dejansko vztrajala pri tisti varianti, ki je bila najcenejša. Ne, ki je bila najugodnejša oziroma ki je bila najprimernejša za okolje, tudi za prebivalce, ampak za tisto, ki je bila žal najcenejša. Mislim, da se bomo od tega morali tudi tu na Ptuju zavedati, da ni vse, kar nam ponudi Ljubljana oziroma tudi kar nam ponudi državni vrh, v redu in ok in da moramo to sprejeti. In v tem primeru seveda tudi civilno iniciativo 100% podpiram in morajo biti glavni sogovornik za mizo, ko se gre za pogajanja za ptujsko obvoznico. Prav, gospa Gajšek, vi gotovo najbolje veste, kako je trenutno stanje na tem področju. Včeraj sem poslušala razpravo na nekem drugem soočanju in ste dejali, da ste pravzaprav vsi poenoteni glede te trase sedaj. To velja tudi za civilno inicijativo. Je civilna iniciativa sedaj podpornik te trase? Zdaj, civilna iniciativa te trasi ni nasprotovala, se je z njo strinjala. Je pa res, da so želeli, da gre v samo presojo oziroma v to študijo variant več tras. Se pravi, te edine trase. Zakaj je politika mogoče potem pa vseeno pristala na to, da gre samo ena? Odgovor je v tem, zato ker so nam v tisti razširjeni verziji ponujali preoblečeno verzijo E4, ki je že 20 let nesprejemljiva za ptujsko okolje, ker naredi nepopravljivo škodo na območju Rance in zato na to nismo pristali. Civilna iniciativa je seveda ponujala druge trase, ki pa niso bile sprejemljive za tisto drugo državno raven, strokovno raven
iz različnih ministrstev in nekako smo morali prestekati ta gordijski vozel in če je bila edini kompromis, ki je bil sprejemljiv za vse strani, da gremo potem z eno varianto, ki je S5 optimizirana, ki je nekako veljala kot sprejemljiva za vse deležnike, ki smo sodelovali v tej medresorski skupini, smo potem seveda mi na to pristali. No, ampak civilna iniciativa še vedno ustraja na svojem. Oni bi želeli več tras, ampak ko je pa na drugi strani ministrstvo in pač njihova strokovna ekipa rekla, da kolikor želite več tras, bo ena izmed teh tras tudi preoblečena trasa E4, pa pač mi na to nismo mogli pristati, zato ker enkrat se je to v preteklosti že zgodilo in je že bila izbrana in še danes ni realizirana, torej vemo, da bi ponavljali slabo prakso, tako da jaz mislim, da zdaj imamo eno izmed boljših variant na mizi, ki pa seveda mora biti presojena z vidika vpliva na ljudi, vpliva na okolje in vsega tistega in jaz upam, da bomo v kratkem imeli rezultate ali je tudi dejansko izvedljiva. Prav, gospa Krose, kako bi vi postopali v vlogi županje? Pred 4 leti na soočenju županskih kandidatov so se takrat vsi županski kandidati strinjali, da je najboljša južna varianta. To je verjetno tudi varianta, ki bi bila najboljša za marsikoga. Čeprav glede na to, da gre za zgodbo s tako dolgo brado, je vsekakor treba iti naprej in ne nazaj. Pa tudi zraven nisem bila, tako da je težko kaj dosti to komentiram. Vsekakor pa priznavam vlogo civilne iniciative, ne samo tej, tudi drugim. Tudi v prihodnje se bodo dogajale stvari, je treba ljudi povabiti sabo, ne tudi danes tukaj, ko se o tem pogovarjamo, bi bilo prav, da bi bili tudi oni prisotni. Seveda so imeli možnost tudi priti na to soočenje, javno soočenje. Gospod Križanič? Situacija okoli obvoznice je že dolga leta spolitizirana, preveč spolitizirana in premalo konkretna, zato pa se tako vleče in smo danes, kjer smo, oziroma nismo nikjer. Da se ravno županja pravi, da že imamo nekatere stvari dogovorjene in dorečene, ampak glede na to, da nas še vedno sprašujete o tem, očitno to ni tako. Kot župan absolutno je potrebno uskladiti mnenje in stališča celotne lokalne politike, civilne iniciative, takšne in drugačne in vseh občanov. Zdaj, civilna iniciativa je tukaj sicer samo ena, ki deluje parcialno, velikokrat je delovala tako, izgledalo, kot da je namenjena predvsem političnemu profiliranju določenih posameznikov in politični podpori določeni listi. Za tako pomembno vprašanje bi morali imeti vseobčinsko civilno iniciativo, vseobčinsko strukturo, ki bi se s tem ukvarjala, ker problem tranzitnega prometa vpliva na vse naše zdravje. In tudi v političnem smislu. Marsikdo na Ptuju je zagovarjal ena stališča, govoril ene stvari, ko pa je prišel v Ljubljano ali pa v okviru svojih strank na državni ravni pa zagovarjal druga stališča. Tako da tukaj je problem in tukaj se bomo tudi mi morali med sabo pogovoriti in dogovoriti. Gospod Lansko, vaše mnenje? Tudi jaz se vsekakor strinjam, da je pomembna zadeva, ampak najprej bi jaz sploh se vprašal, ali je to politični projekt ali je strokovni projekt. Zdaj, če je političen, potem pač iščemo politično odločitev, če je pa strokovni, potem se pa moramo pač sprijazniti s tem in narediti neke vrste arbitražo, pa videti, kaj bo stroka predlagala. Zdaj, dokler pa mešamo politiko in stroko, kar je na Ptuju dostikrat primer, pa ne vem, ne vidim neke posebne rešitve. Prav, najlepša hvala. Gospod Petek, sami se zavzemate za izbiro različice obvoznice, ki bo najmanj obremenila naravo, ljudi. Se pravi, kje vi vidite rešitev? Ja, vsekakor tista, ki bo, kot ste rekli, name obremenovala okolje in ljudi in življenje ob obvoznici. Obvoznica je zelo pomemben projekt, saj brez nje ne moremo spodbujati gospodarstva, ne moremo si predstavljati razvoja. Seveda pa je pomembno tudi mnenje civilne iniciative. Mestni svet oziroma mestna oblast mora upoštevati takšno mnenje, katera bo na koncu izbrana, očitno še ne vemo, ker je
ta trenutek v presoji. Lahko pa vam zatrdim, da Gibanja Svoboda imamo vso podporo vlade, ker sem danes sedel na sestanku s predsednikom vlade. Zelo poglobljen sestanek sva imela tudi na to temo. Imamo vso podporo in pri Gibanju Svoboda bomo vpeli vse sile, da bo Ptuj ustrezno obvoznico tudi čim prej dobil. Super. Ja, hvala za besedo. Zdaj, če dovolj. Dobro, lahko nadaljujem, ne? Ja, če dovolj dolgo živiš na enem mestu, pa če imaš spomin kot monk, ne, ali to dar ali prekletstvo, še ne vem. Glede, jaz se spomnim, od leta 95 naprej je ta tema. Ne. Nekje leta 98 ne, sem bil v ekipi, ki se je pogajala z Markovško občino, Kakaško zvezo Slovenije, pristojnim ministrstvom, da bi tam, ko je jez, ne, da bi bila kajakaška proga ravno tako kot v Tacnu. Se spomni kdo mogoče tega, ne, da se je takrat pogovarjal, mogoče se bo Emil spomnil, se bo tudi ve, kdo se je takrat pogovarjal. V glavnem, kaj hočem reči, treba se znati pravilno pogovarjati tako z lokalnim prebivalstvom kot z ministrstvom. In zdaj v zadnjem obdobju temu ni bilo tako, ne, in zato je prišlo do različnih idej, do nesoglasij. V vsakem primeru verjamem, da še južna obvoznica, ki je najboljša za Ptuj, ker gre po drugi strani jezera, se pravi po desnem bregu Drave, bi bila najbolj sprejemljiva. Samo se treba pogovarjati pravilno z občino Markovci in z občino Videm, s pristojnimi ministrstvi, pa potem tudi na evropski ravni imamo zagotovila, da Natura 2000 je nekako prilagodljiva. Ni res, da se ne da. Se pravi, ta študija bo zajemala zdaj samo Ja, žal. Zdaj v politiki, če si gremo visoke politike, obstajajo 3 pravila, kaj moraš napraviti, kaj dobiš od bivšega predsednika, dobiš 3 kuverte. Ko ne veš, kaj bi napravil, naročiš študijo. Ko drugič ne veš, kaj bi napravil, rečeš, da se ne spomniš. Ko pa tretjič ne veš, kaj bi napravil, pa pripraviš 3 kuverte. Gospod Čuš, ena od kandidatov na vaši listi je tudi predsednica civilne iniciative. Kakšen je torej vaš pogled na vse skupaj? Slišali smo tudi nekaj očitkov o izkoriščanju civilne iniciative v politične namene. No, jaz nevladnega sektorja in nevladnikov, ki delajo prostovoljno in strokovno za boljšo prihodnost vseh Ptujčanov in Ptujčanov, ne bi napadal, ampak kakorkoli, tudi jaz sem Budinčan in bom povedal, da ko sem se seveda začel spoznavati ta problem obvoznice in tudi ko smo že imeli 4 leta nazaj volitve, bom rekel tako, vločim civilne iniciative, ki so kvazi civilne iniciative 2-3 ljudi, ki pač nekaj izsiljujejo za lastno korist. Po drugi strani pa imamo civilne iniciative, ki delajo po pravilih, ki imajo zbrane podpise, ki imajo reprezentativnost, ki imajo članstvo in podporo in takrat je to povsem druga zgodba. In takrat sem civilni iniciativi seveda rekel, oziroma predsednici, jaz mislim, da če hočete kaj spremeniti, morate prevzeti tudi odgovornost za spremembe. Veste morda, koliko članov ima ta civilna iniciativa? Takrat vem, da so morali, mislim, da na območju četrtne skupnosti zbrati preko 200 članov, zdaj ne vem pa, koliko jih imajo, ker sam nisem član civilne iniciative. Ampak mislim, da je to že kar lep vzorec. Kakorkoli, takrat sem tudi gospod Sergejo Popis-Friedrich povabil k sodelovanju in je sprejela. Jaz mislim, da v tem mandatu je naredila civilna iniciativa izjemno delo in nam je gledala in seveda tako skupni občinski upravi in župani in državi vsem pod prste in vesel sem, da je prišlo do nekega konsenza in kompromisa in da lahko končno tudi mi v Ljubljani rečemo, mi na Ptuju smo zmenjeni. Ker ko smo prišli v Ljubljano, so nam rekli, prvo se vi na Ptuju zmenite, potem vas bomo poslušali, danes pa več tega ne morejo reči. In to je tak projekt, ki zadeva vse Ptujčane in prepričan sem, da bomo tudi zdaj ob tem poenotenju šli skupnimi močmi naprej in da končno čim prej seveda vidimo bagere in da se začne kaj delati. Prav, najlepša hvala. Gospa Krovsaj, ste imeli repliko?
Ja, moja replika se nanaša na izvajanje gospoda Petka. Jaz bi si želela, da tako pomembni projekti kot je obvoznica, ne samo za Ptuj, za celotno Spodnjo Podravje, tudi za okoliške občine, da ne da ima Gibanje Svoboda podporo pri tem projektu, ampak da imamo Ptujčani in Ptujčanke podporo pri tem projektu. Ni vedno lih najbolj optimalno biti župan vladne stranke. Ker ko priješ nekaj in strajaš, ti rečejo, no, zdaj pa ti ne boš tam delal problemov, pojdi lepo domov, pa tam svoje delaj, svojo funkcijo imaš in bomo pa svoje dalje delali. In zato so bili župani Slovenske ljudske stranke vedno tako dobri, ker so bili tako vztrajni, da ko so jih pri vratih ven poslali, so skozi okno not prišli. In če si pogledate okoliške občine, kjer še vedno so župani Slovenske ljudske stranke, boste videli, da je to res. Tako da jaz res upam, da ima Ptuj podporo vlade pri tem projektu in ne samo en kandidat. Vsekakor ima Ptuj podporo, ne samo Gibanje Svoboda, ampak mi že zdaj govorimo z ministri, nagovarjamo, vzpostavljamo kontakte in kujemo načrte za prihodnost, tako da ne se bati, gospa Krause, Ptuj ima podporo. Ja, jaz bi samo to dodal, ne, da je vse dogovorjeno do ptujske občine, ne, tako da škoda, da ni dalje. Ne. Hvala, še gospod Čuš, tudi replika. Ja, jaz, koliko vem, imamo tudi že dogovorjeno nadgradnjo urgentnega centra prvi štuk, tako da jaz vem, da imamo podporo. Vse rešeno, torej pojdimo k naslednjemu krogu vprašanj, če ni več replik. Eno večnih vprašanj Ptuja je tudi oživitev mestnega jedra. Pred časom se je zdelo, da nekako je čutiti nov veter, nekaj podjetnikov se je zdelo precej angažiranih, danes pa lahko rečemo, da je mesto v popoldnevih, na primer, bolj prazno kot morda kadarkoli prej. Trgovine, lokale v mestu lahko preštejemo na prste. Čeprav pa je očitno, da se da pritegniti ljudi v mesto, kar dokazujejo poletni festivali, razna dogajanja, nazadnje je bilo to martinovanje nedvomno. Imate kakšne konkretne vizije, rešitve, preverjene recepte, ki bi se dali posnemati, da je občina premalo, preveč spodbude, recimo vsako leto govorimo o tem v času poletja, poletnih festivalov, da občina premalo, preveč spodbude tem festivalom. Poznamo tudi idejo o privabljanju kakšne zanimive trgovske verige v center mesta, morda po vzoru Izole simbolična najemnina za občinske lokale, pa bi morda tokrat začeli tam nekje na sredini. Gospod Križanič, pri vas? Hvala, odlična tema. Torej, staro mestno jedro je mesto muzej, ki pa pač nažalost gleda preveč razdrapano. Mi imamo ogromno artefaktov in zgodovinskih predmetov, ki bi lahko enostavno in lepo bili razstavljeni po mestu, na različnih lokacijah, naredili bi različne učne in turistične transverzale po mestu, ki bi bile zanimive tako za domačine kot za goste. Pomembno je, da v mestu, starem mestnem jedru, živijo ljudje, ki bodo s tem mestom živeli, se pravi tisti ljudje, ki se želijo biti meščani, ki bodo sprejeli vse prednosti in slabosti tega. Danes večinoma tega ni, pa velik del mesta je praznega, občina pa lahko tudi odkupi hiše in potem da naprej prebivalcem, ki bi tukaj živeli, tudi na način, da so lastniki. Lahko naredimo en sklop mladinskih sob, v mestu je ogromno praznih prostorov, ki jih lahko namenimo mladim za različne dejavnosti, kreativne, tudi poslovne ali pa zgolj za prost čas. Lokalnim podjetnikom nameniti čim ugodneje prostore, seveda je pri tem potrebno razmišljati strateško, na način, da vemo, katere vsebine bi tukaj imeli, da ni preveč enih, premalo drugih. In ne nazadnje, jaz sem nekoč 10 let organiziral festival Ptuj odprto mesto, ki je počel ravno to, kar nas zdaj sprašujete. Se pravi, izkoriščali smo kuliso mesta, ulice, trgi, dvorišča, s tem, da smo jih napolnili s kulturo, kreativnostjo in dogajanjem. No, tudi sedaj je veliko. In te stvari dejansko lahko raztegnemo celo leto, če le interes, niso potrebni tako veliki vložki. Poletni festivali so bolj ali manj enkratna zadeva, ki je super, da so, ampak
nisem prepričan, da za toliko kot plačamo, dobimo toliko kot je lahko danes. Ja, najlepša hvala, gospa Kroste. Kot ste zastavili v vprašanju, je res. Mislim, mi se ukvarjamo vsaka 4 leta na soočenjih, zdaj že ne vem koliko časa s tem vprašanjem, kako oživiti staro mestno jedro, je pa vedno bolj prazno. Zato je po moje treba malo pogledati nazaj, preveriti, kje vse in kako vse se je delalo narobe. Ponovno spostaviti pogovor, širši pogovor s ponudniki, tudi tistimi, ki so že obupali, še predvsem temi, ki vztrajajo, s turističnimi delavci in samo oblastjo, kar rečemo temu, občino. Najboljše, kar Ptuj ima, so ljudje, sposobni, pridni, delavni, z idejami. Veliko imamo umetnikov, ki pa morda niso naleteli na dovolj podpore ali pa posluha. Kakšni konkretni predlogi morda? Konkretni predlogi. Jaz mislim, da že če bi, oziroma ko se bo, ker sem slišala, da se nekaj na tem dela, ko bo prireditveni prostor, ali rečemo temu tržnica, ali rečemo temu betonplata, kakorkoli hočete, dobil vsaj začasno streho, oziroma streho, ki bo prišla in bo odišla, se bo lahko že več stvari tam dogajalo. Predvsem pa jaz mislim, da bi morali v ta pogovor, oziroma jaz kot županja bi povabila ljudi, ki so delali v mestu, odšli iz mesta, in tiste, ki še vztrajala in jih vprašala, kaj potrebujejo, ker mislim, da nekaj na pamet pametovati nima pretiranega smisla. Najlepša hvala. Gospa Gajšek, torej streha se obeta v kratkem. Ja, streho bomo naslednje leto financirali, postavljena bo vsaj en mesec, to je tisti neki prvi poskusni model. Za nekaj trajnejšega bomo seveda potrebovali arhitekta, ki bo zrisal to streho, ki jo bo umestil v njegovo nagrajeno tržnico, tako pač to gre, zdaj ko je ta tržnica financirana najprej iz evropskih sredstev, potem pa še nagrajena s Plečnikovo nagrado, imamo zdaj neke omejitve, ampak vse se da rešiti, verjamem, da bomo tudi ta gordijski vozel presekali. Absolutno se strinjam, da je potreben dialog med nami vsemi, kot je Suzana rekla, z vsemi ponudniki, ki so bili, ki bodo, ki so. In pa tudi jaz bi povabila na to še ne samo politikov, ampak tudi ljudi. Tisti, ki v mestu prihajajo, tisti, ki vejo, kaj v mestu želijo, kaj potrebujejo, kaj mogoče pogrešajo, čemur bi prišli, kaj bi kupovali. Seveda Kaj od tega je bilo, ja? Kaj od tega je bilo v zadnjih 4 letih? Zdaj, zadnje 4 leta treba je vedeti, pa to ni izgovor, ampak mislim, da vsi čutimo posledice covida. 2 leti covida so na tej panogi pustile res težek pečat. Sploh v gostinskem delu, če vidite, ljudje enostavno nimajo kadra, kar nekaj veliko gostincev, ki so bili res prepoznavni in dobro delali in trdo delali, so zaprli svoja vrata, tako da mogoče je ena izmed rešitev tudi ta, da skupaj z dogovorom ustanovimo neki fond za oživljanje starega mestnega jedra, umestimo postavko v mestni proračun in potem skupaj na javni tribuni dorečemo, kaj so tiste vsebine, ki jih moramo dodatno financirati, poleg tega, kar že financiramo, ker dogodkov, moramo priznati, je ogromno. Če vsak najde nekaj zase, je pa seveda tudi na Ptujčanih, da to prepoznajo, da pridejo v mesto, da nagradijo tiste, ki to delajo, s tem, da jim se poklonijo na ta način, da pridejo in če ni drugo, namenijo vsaj na aplavz na koncu neke otvoritve. Drugače pa je dober znak, da so vsi občinski prostori poslovni v tem trenutku ali že oddani ali v postopku oddaje. Odprlo se bo kar nekaj novih trgovinic, zato res tudi poziv vsem tistim, pojdite v mesto pogledati, kaj mesto v tem trenutku ponuja. Kar se tiče najemnin, nam po vstopu v Evropsko unijo več ni omogočeno dajati simboličnih najemnin za 1 evro, lahko pa dajemo subvencije in to mestna občina tudi počne že kar nekaj časa. Mi občinske poslovne prostore subvencioniramo prvo leto 80%, potem 60, 40, 20, tako da Občina Izola, v Izoli so to. To so delali predne bilo v Evropski uniji, danes več tega zakonito ne morejo delati, zato ker bi bila nedovoljena gospodarska pomoč, ker to preprečuje zakon o ravnanju s stvarnim premoženjem. Vse smo preučili, vse smo pregledali, iskali smo rešitve, našli smo tako, ki gre naproti, ki delno pomaga s subvencijo. Jaz mislim, da 80% subvencija v prvem letu pomaga marsikomu, da lahko zažene svoj posel, da vidi, ali se lahko v mestu obdrži in seveda je ne vrača, če tudi mu ne uspe. Vsi privoščimo uspeh. Toliko zaenkrat, ja. Gospod režija. Prvo kot prvo treba vprašati mlade,
in se z njimi sesti za mizo, kakšne vsebine si želijo v mestu, ker v bistvu prava prihodnost tega mesta so mladi, oziroma ste mladi. In seveda potem, jaz sem tudi mnenje, oziroma tudi v programu se zavzemam za to, da mora mesto Ptuj postati slovenska prestolnica kulture, kar v resnici že je, ampak si mora to mesto tudi dokazati oziroma izboriti tudi v slovenskem merilu. Kulturni turizem je tisto, kateremu je treba stremeti, se pravi arheologija, zgodovina, kulturna dediščina, etnološka dediščina. Imamo v bistvu vse na uradno, po domače povedano, na tem področju nimamo pravzaprav kaj dosti za pokazati. Ja, dejansko imamo vse, ampak potrebno je to ljudem potem predstaviti, pokazati, ponuditi, se pravi, da se gremo res kulturnega turizma na visoke ravni in si potem tudi to zadevo, bom rekel, naredimo oziroma tudi potem ponudimo naprej. Zdaj, druga zadeva je potem so stanovanja. Kot že rečeno, potrebno bo tudi narediti pravi seznam vseh teh nepremičnin v mestu, ki so proste, katere lastnik je občina oziroma kaj vse poseduje. Potrebno bo sodelovati z Slovenskim stanovanjskim skladom in moje mnenje, kar tudi vidim, veliki potencial so stanovanjske zadruge, ki bi lahko delovali tudi v smislu, recimo, da imajo umetniki svoje stanovanjske zadruge, oziroma ki se tudi, bom rekel, v smeri, se pravi, svojega udejstvovanja združujejo na tem področju in tudi v teh stanovanjskih zadrugah oziroma skupnostih. Potem še naprej, kar mene osebno zelo moti, oziroma tudi si želim in tudi se bom boril vse skozi za to, Ptuj je potrebno ozeleniti na primeren način, se pravi, da bo zelene politike tiste, ki ne samo, da bodo nosile mesto, ampak se bodo združevale na tem kulturnem, umetniškem področju to, kar se mesto zasluži. In seveda, kot rečeno, en problem je tudi v mestu, ki sem tudi jaz sam na svoji koži doživel, oziroma tudi marsikdo od mojih protikandidatov, da ne samo, da je Ptuj večno mesto, ampak so tudi res te obljube v mestu žal prevečkrat večne. Prav, najlepša hvala. Gospod Čuš, če nadaljujemo pri vas. Ja, mesto je muzej na prostem, ne? In žalostno je, da ga ne izkoristimo, premalo smo ponosni na to, kar imamo. Poglejte, sam pa tudi, bom rekel, sem vsak dan v centru mesta, se veliko pogovarjam z ljudmi in kar nekaj kritik in pripomb, kar redno dobim. Mi smo pripravili v naši listi 25 strani programa z 31 točkami in je to kar visoko na naši agendi. Mi začenjamo s tem, da treba seveda prvo treba urediti promet in predvsem parkirne površine. Človek, ko pride v mesto, ne more nikjer parkirati, potem stanovalci dobivajo kazni in še taki primeri. Jaz sem si želel, da bi v teh 4 letih na področju parkirne hiše naredili kaj več. Potem stanovanja, ki so prazna, dati na trg, naj jih kupijo tisti, ki so zainteresirani. Res je, da so stanovanja v zelo slabem stanju, ampak zato bodo seveda verjetno tudi cenejša in tisti, ki bo to seveda potem tudi kupil, bo toliko več moral to vložiti. S tem bo tudi mesto dobilo nove meščane in tretjo, najboljše lokacije občinskih prostorov dajemo javnim zavodom. Jaz mislim, da moramo najboljše lokacije v centru Ptuja nameniti za tržno dejavnost, ne pa da seveda tam so pisarne in potem, ko se od 8 do 4 ali pa od 7 do 3 delo zaključi, mesto praktično umre. Kot zadnjo točko pa imamo tudi zelo pomembno Ptuj kot muzej na prostem in to seveda tudi povezati z arheološkim muzejem, ki bo v centru Ptuja in potem verjemite, da bo res velika gužva. Se pravi, vi vidite, čeprav razumem, arheološki muzej v centru mesta, kje? Tako, imamo lokacijo, bomo jo tudi v naslednjih dneh predstavili. Tudi idejna zasnova neka se končuje, ampak ko smo se pogovarjali, bi se dalo. In jaz mislim, da tudi to, na kar bi morali biti najbolj ponosni, da danes propada. Poglejte, čas je, da nekaj naredimo. Hvala. Najlepša hvala. Veliko skrivnostni. Gospod Rozman? Ja, v večjih korakih bi se dalo oživiti mestno jedro. Kot prvo se da z nekimi kozmetičnimi popravki, da bi sprejeli ali rimsko zgodbo ali srednjeveško zgodbo, ali pa obe, da bi se ponudniki v mesto tudi kdaj oblekli kot prodajalci, kot natakarji v neko zgodbo, da je bili zanimivi za turiste.
to so manjši popravki. Ne? Kot druga bi pogledal, kateri so najuspešnejši gostinci, ponudniki gostinskih sob, hotelirji in bi njihov poslovni model, skupaj seveda za njimi, ker bi ga sami morali predstavo ostalim, ker če njim gre, potem bo šlo verjetno tudi drugim. Imamo nekaj uspešnih zgodb, ki kar kljubujejo tem pogojem, ki so. Potem naslednje je izboljšati materialne pogoje. Imamo tudi še kakšen drug zavod, ne samo Bistra, ki pridobiva evropska sredstva. Povedali so mi, da so pridobili 450.000 evrov za obnovo stare hiše, pa potem tukaj ni bilo posluha, da bi tudi kot občina pristopila k tej izvedbi projekta. Tam, kjer so zasebni lastniki teh hiš in je finančni zalogaj za obnovo teh hiš prevelik, bi morala občina pristopiti zraven in stopiti v lastniško strukturo stavbe in obnoviti to zgradbo. In potem bi bilo tudi bolj zanimivo, ker v razpadajoče hiše nišče se ne bo vstelil, nišče ne bo začel svojega biznisa, tudi turisti se bodo jih izogibali, da ne bodo dobili kaj na glavo. In kot tretje je izboljšati te bivalne pogoje, pa prebivalce povabiti k sodelovanju. Ni zdaj cilj, da nekdo organizira neko prireditev, prebivalci pa samo gledajo, so pasivni udeleženci in jih vse moti. Prijavljajo potem to prireditev pristojnim institucijam. Če sam povem za primer Škofje Loke, takrat, ko so imeli škofjeloški pasijon, pa je bilo celo mesto zaprto, so povabili lokalno prebivalstvo k sodelovanju. Vsaka hiša je imela svečko gor, pa tako dalje, da je pričarala celoten ambient. In mislim, da to manjka, da povabimo naše Ptujčane, zakaj ne bi mogli biti iz Prešernove ulice redarji, pa potem iz Cankarjeve, pa tako naprej. Zdaj pustimo nekako same in jih vse to mogli, kaj bom zaključal. Najlepša hvala. Gospod Peter? Oživljanje starega mestnega jedra bo zagotovo dolgotrajen proces. V starem mestnem jedru tako rekoč nimamo meščanov, ki bi tu živeli, ki bi si želeli v mestu živeti, nimamo ljudi, ki bi od zunaj želeli priti v našem starem mestu živeti. Nasprotno je v nekaterih drugih Ptuju podobnih mestih v tujini, kjer so stanovanja v starih mestnih jedrih zelo zaželene, zelo cenjena in tudi zelo draga. Ampak kako pa to doseči? Torej, staro mestno jedro bi bilo treba narediti udobno za bivanje, kar v tem trenutku ni. Stanovanja so marsikatera v slabem stanju, parkiriščni, tako da to bi bilo treba seveda na nek način urejati. Nadalje festivali, kar nekaj jih imamo v Ptuju, ki so zelo uspešni, ampak so v glavnem lokalne narave. Festivali bi lahko postali mednarodni oziroma nacionalni. Potem mladino privabiti v mestno jedro, recimo umestiti mladinski kulturni center. In pred kratkim sem pridobil podatek, da ima ptujska arheologija neobdelanih artefaktov kar 1.600.000, kar je enormna številka. Recimo Ljubljana, ki je prav tako arheološko mesto, ima neobdelanih artefaktov samo 60.000. Torej, to je en potencial, ki je totalno neizkoriščen. In povezati arheologijo z turizmom in z gospodarstvom je potencial, ki ga moramo izkoristiti. Oziroma žitnica je po mnenju strokovnjakov prav tako zelo primeren prostor za odprtje arheološkega muzeja. Tržnica, če se na kratko dotaknem tega nesrečnega projekta, mislim, da je ta tržnica izgubila svoj pomen, ni več ne tržnica, ne prireditveni prostor. Slišali smo, da bomo dobili streho, seveda nujno jo potrebujemo za izvajanje
prireditev, to bi lahko bil zelo uspešen oziroma zelo primeren prostor za prireditve, ampak ne verjamem pa, da bo še kdaj tržnica v pravem primeru, v pravem pomenu te besede. Prav, najlepša hvala, gospod Peter. In pa gospod Lacko še, vaše mnenje, se pravi, kako oživiti Ptuj. Slišali smo zdaj kar nekaj predlogov, mnenj, kaj vi menite, vi ste stari Ptujčan, ne? Jaz mislim, da kmalu ne bo več problema z starim delom Ptuja, zato ker tržnico smo zabetonirali, zdaj rušimo Dravsko ulico, vidim, da prihaja industrija v Dravsko ulico, tam sem danes videl, da sijajo šode. Dravski ulici in pa kulturni dediščini se bomo posvetili v naslednjem krogu vprašanj, se pravi oživitev, kje vidite vi? Ja, si pravi, jaz vidim v tem, da imamo uničeno tržnico, da rušimo stavbe v Dravski ulici, da javni zavodi odhajajo iz centra. In mislim, da čez 4 leta se ne bomo rabili več o tem pogovarjati. Zdaj pa, gledajte, če se pa hočemo resno pogovarjati, potem pa obstaja stroka, obstajajo sociologi, obstajajo, ne vem, konec koncev imamo tu agencijo Bistro in naj povejo, na kak način se mesto oživi. Jaz ne vem, jaz nimam zdaj čarobne palce. Tudi te študije bilo v preteklosti, kolikor vem, že kar nekaj narejeno, spomnice ad hoc, recimo študije, stare že. Študije, pa na koncu študijo ocenjuje politika, ne? Torej, naredimo študijo, politika pa reče, ta študija ni ustrezna. Torej, ne vem, ne. Nekje se Trebalo bo postaviti neka merila, kaj sploh želimo, ne? Ne pa zmeraj na koncu politika odloči. Najlepša hvala, gospod Križanič, replika. Imam 2 replike, eno gospodu Petku, eno pa vsem. Gospod Petek se očitno preveč druži samo z Ljubljančani, da ne ve, da na Ptuju veliko ljudi, ki si želijo in hočejo živeti v starem mestnem jedru, ampak pač žal niso primerni pogoji in težko pridejo do hiše oziroma v takšni pogoji, kot so hiše, je težko takoj nastane, če občina ne bo tukaj ukrepala. Sicer pa bi rad s tem povedal, jaz sem v tem krogu bil prvi. Veseli me, da ste bolj ali manj ponavljali stvari, ki sem jaz povedal na začetku. In zato bi rad povedal, da takoj na začetku mandata, ne glede na to, ali bom župan ali bom mestni svetnik, bom z veseljem prevzel koordinacijo izvedbe strategije oživljanja starega mestnega jedra. Še kakšna replika, mogoče Spagajšek? Gospod Petek, ja? Kolega Križanič, jaz se z Ljubljančani zelo malo družim, danes sem s tem, pa niti ne z Ljubljančanom, ampak s Primorcem. To sem povedal, da je seveda zelo težko dobiti ustrezno stanovanje v starem mestnem jedru, ker so v slabem stanju večinoma. Ampak naloga politike oziroma mestne oblasti je, da skozi procese, skozi oživljanje mestnega jedra, privabljene ljudi, dobimo ljudi, ki bodo tu živeli in bodo radi doma v Prešernovi ulici ali v kateri drugi uličici našega lepega Ptuja. Najlepša hvala. Gospod Režija je bil malce prej. Replika? Replika v bistvu vsem na to temo. Glejte, bistvo mesta Ptuj mora biti in je vsebina in zgodba. In bistvo, če hočemo prodreti tudi v svet oziroma tudi v evropsko merilo ali svetovno merilo, moramo najti tisto svojo pravo zgodbo, ker dejansko mesto oziroma tudi kultura in tudi kulturni turizem in te zadeve živijo od zgodb, ki pa imamo dovolj, samo potrebno jih je pravilno in tudi trajnostno razviti.
Najlepša hvala, gospod Pelšek. Ja, mene veseli, da bomo očitno torej takoj na začetku mandata že imeli eno stvar, pri kateri smo dokaj enotni, to je oživljanje mestnega jedra. Torej vidimo, da se strinjamo nekako, da je potrebno določen del nepremičnin odprodati in jo dati tistim na razpolago, ki bodo z njo znali delati in ustvarjati dodano vrednost. In pa seveda, da bomo res stopili skupaj in skaknili glave skupaj in našli tiste najboljše rešitve in ideje za naprej. Tako da se že veselim sodelovanja in res iskanja rešitev, ne pa problemov. Hvala, gospod. Ja, če se pogovarjamo o življenju mesta in pa seveda tudi promociji mesta, jaz mislim, da prvenstvena naloga Zavoda za turizem bi morala biti, da tudi Ptujčane, ki niso v mestu, privabi v mesto, ne pa da danes se boljše promovira že, bom rekel, vsak manjši gostinec v Ptuju, na podeželju Ptuja in seveda v bližnji okolici. Tako da jaz mislim, da moramo redefinirati vlogo in naloge Zavoda za turizem, ne pa da je njihova glavna stvar danes, kje bo kakšna stojnica stala za Martinov. Hvala. Najprej še gospod Lacko, ja, replika. Zdaj, Robert pravi, da pač vsi ponavljamo za njim. Ne? Jaz mislim, da se že leta in leta ponavljamo. Ne? Kje je problem? Ste zmeraj, vsaka 4 leta poslušamo iste zgodbe, ampak dejansko, ko pa gremo po mestu, pa vidimo, kaj je od tega uresničeno. Ne? In zdaj reči, da jaz ponavljam za njim, ne vem, no, jaz mislim, da ne. Najlepša hvala. Še Andrej mi je dal eno idejo ravnokar. Mogoče pa ne bi bilo slabo, če vsi kandidati skupaj s temi svojimi listami, vsi, ki kandidiramo na mestnih svetih, na četrtnih skupnostih, se pa enkrat odločimo, pa gremo vsako soboto v mesto na kavo, bomo dobili ga v mestu. Najlepša hvala. Imamo vsi replike, no? Ja, jaz bi pozoril Pirana, ne, potrebno bi bilo dvigniti cene, ne, to je malo mesto, to je mesto muzej in tako naprej, butični turizem, verjamem, da je nekako naša prihodnost in moramo dvigniti cene, ne, zdaj pa, ker Ptujčani imamo eno izmed najnižjih povprečnih plač, ne, tudi v Piranu lokalno prebivalstvo dobi posebne bone, ne, da lahko dobi potem kavo za 1 evro, ne pa za 3 evre, tako kot nekje druge, če pa vse, recimo, pogledamo samo bivša Martinova, ne, mislim, minulo Martinova, 2 evra je bil špricar, ne, marsikje je 1,20 ali pa še cenejši, ne, tako da se prodati, ne, tako da samo treba dvigniti cene in to potem privabilo nove ponudnike, ki bodo videli svoj zaslužek in to je to. Prav, najlepša hvala, gospod Čušek, nikam. Jaz bi se samo odzval na gospod županjo. Jaz moram reči, da velika večina naših kandidatov hodi redno v mesto, pa tudi na kavo ali špricar, kot je gospod Rozman omenil, tako da ni problema. Sicer pa smo tudi danes že oživljali mesto, ker smo do 7 imeli stojnico za predčasne volitve. Prav, najlepša hvala, gospod Lacko, vi ste še želeli repliko? Jaz sem vesel tega povabila, ne? Ampak vseeno pa se postavi zdaj eno vprašanje. Ne? Mi vsi želimo sodelovati, vsi želimo napredek. Ampak imamo pa različna videnja tega. Jaz želim, da se na Ptuju spoštuje Zavod za varstvo kulturne dediščine. In če oni rečejo, da stari center ne moreš neke stavbe porušiti, potem ne moreš vzeti za strehe opeke in pustiti, da bo to propadlo. Več čas govorim, da začnimo spoštovati stroko, potem pa politiko, ne pa obratno. Najlepša hvala, še gospa Krase. Zdaj sem že toliko pametnega slišala, sem še pozabila vmes, kaj sem hotela povedati. Ja, eno je to, da moramo sami Ptujčani več v mesto hoditi, drugo je to, da v soboto zvečer imamo malo kam iti, v nedeljo pa sploh nikam in to vsi tu vemo in mislim, da en drugemu malo lažemo in da je to tako lahko patetično, ne? Res pa je, da povpraševanje poganja ponudbo in če ponudbe ni, povpraševanja ni, to je vse čisto logično. Predlog, da naj imamo Ptujčani v Ptuju cenejšo pijačo, je pa meni tak podcenjujoč do naših ljudi, ki delajo. Ker če jaz lahko ali pa kdorkoli da na hrvaški obali 3 evre za eno kavo, pa potem na Ptuju 1,60 tuji plačo, da se bo človeku splačalo tisto kavo skuhati, pa da bo naslednjo soboto, ko prijemo, mogoče še vedno tam.
Najlepša hvala. Še gospod režija. Ja, tudi glede oživitve tega mestnega jedra oziroma centra. Glejte, jaz vsako jutro pač, pa tudi potem nazaj iz službe hodim peš, oziroma si tudi vzamem čas, da si gledam mesto, da ta utrip, da tudi zaznam. In mislim, da tudi to ena izmed stvari, ki bi morali tudi večina početi, se pravi, da bi ali se peš sprehodili v službo, v mesto ali s kolesom, kakorkoli že, se pravi trajnostno in dejansko pravilno, se pravi, da ohranimo mesto, oziroma tudi, da je dejansko zmeraj več ljudi tudi v mestu, ko prideš v mesto. Prav, najlepša hvala, s tem je tudi zaključili ta krog. Naslednji sklop, kot smo že nekako slišali, več vas je namigovalo na spoštovanje kulturne dediščine. Čeprav radi poudarjamo, da je naš največji zaklad, je pa vendarle pogosto čutiti precej trenja med njenimi varuhi in pa vodstvom občine. Gospod Lacko je že omenil konkreten primer Dravske ulice, se pravi, vemo, da ima občina načrte, da za koteksom poruši tudi ostale stavbe tamkaj in si želi urediti na novo ta prostor. Po nasprotovanju ministrstva so pobrali strešnike za stavbe, ki zdaj propada. Verjetno čakamo, da se sesuje sama vase. Pa me zanima, ali je pri takšnem urejanju, se vam zdi takšen način urejanja prostora primeren? Je to nek stihijski način? Bi bil tu potreben nek konsens, večji, širok konsens, kaj se želi s tem prostorom v prihodnje narediti? Ali podpirate ta način, da se pač poruši te, roko na srce, resnično propadajoče zgradbe in se gre v neko novo zgodbo? Vprašanje pa seveda, kdo bo odločal o vsebini tega prostora, ki je pomemben del Ptujske vedute v vsakem primeru. Zdaj, gospa Gajšek, vi ste želeli prvi besedo, ne? Zdaj mogoče samo, če mi dovolite, da malo orišem. Kodeks je bil v slabem stanju že zelo, zelo dolgo let. To, da se naj poruši, je bila ideja preteklih mandatov že kar dolgo časa. Mi smo naročili strokovno analizo stavbe, ki je pokazala, da vkolikor želimo stavbo obnavljati, je za njo potrebno najprej najti najmanj 1 milijon evrov, da pridemo sploh do tistega trenutka, da lahko stavbo sploh začnemo posegati. In na podlagi vsega tega in vseh izračunov in tako ekonomskih kot vseh ostalih, je ministrstvo izdalo odločbo o rušenju, zato ker ni bilo ekonomike in ni bilo v duhu tudi dobrega gospodarja, pač stavba se je pustila predolgo propadati. V naslednjem koraku je bil dogovor z ZVKD-jem, da bo mestna občina lahko ščistila tudi preostale objekte, kjer bo nastal nov prazen prostor, za katerega bomo morali razpisati mednarodni arhitekturni natečaj, sporedno z njim peljati OPPN, torej spremembo podrobnega prostorskega načrta, kjer bomo skupaj dorekli, kaj na tem območju želimo, kaj na tem območju lahko naredimo, kaj je tisto, kar je dovoljeno v smislu zaščite vedute in seveda, kaj je tisto, kar mesto potrebuje. Jaz bi si tudi v tem pogledu želela, da se opravi ena velika javna in strokovna razprava, da se soočijo mnenja, da povejo ljudje, kaj želijo v mestu, torej ne, tako kot zdaj poslušamo, beton plate na tržnici, ker so si želeli več dreves in več zelenja, pa je nekdo iz ZVKD rekel, da v srednjem veku pa ni bilo zelenja v mestu in da to pač v mestu, staro mestnem jedru ne sodi. Tako da to je bil tisti korak. Zakaj smo odstranili strešnike? Zato, ker smo imeli odločbo gradbenega inšpektorja, da je stavba nevarna. In ker smo bili prepričani, da bo dogovor z ZVKD-jem, da bomo stavbo lahko rušili držav, smo zato odstranili samo nevarne dele in s tem tudi zadostili temu, kar je napisal inšpektor. Potem si je pa nekdo na ZVKD-ju premislil, ker nam pač ne zaupa in so se bali, da bo tam parkirišče in seveda potem to pač niso dali soglasja, mi smo se pritožili, to je šlo na ministrstvo, ministrstvo je pritrdilo zavodu, mi smo dali seveda spet naprej pritožbo, zaradi tega, ker če pa gremo gledati, kaj je tukaj v srednjem veku bilo,
Ni bilo ničesar. Tukaj so bili mesarski kioski in pa prazno nabrežje in tega si seveda ne želimo. Jaz se absolutno strinjam, da stroka mora imeti besedo, da moramo biti občutljivi do teh stvari, ampak da pa nagajamo drug drugemu, pa ne bomo prišli nikamor. To je potem samo cokla razvoja in pač nismo želeli prazen prostor, ker na praznem prostoru lažje predstaviš potencialnim investitorjem, kakšne so možnosti, ki jih bo imel. Ker noben od investitorjev v tem trenutku ne ve, ali bo lahko te stavbe porušil ali ne, ali jih bo lahko nadomestil ali ne in s čem jih bo lahko nadomestil. In pa verjamem, da si večina ljudi želi zelenih površin po zgledu Lenta, ki bodo se peljale od tega Koteks območja vse dol do Rance in da bomo enkrat imeli na Ptuju tudi to dravsko nabrežje urejeno za sprehode in za to, da bo mesto tudi v tem pogledu zeleno in lepo. In jaz mislim in verjamem in upam, da se z mano strinja tudi večina Ptujčanov, da si to Ptuj zasluži. Gospod Čuš, vi ste prvi imeli besedo. Ja, jaz ko sem bil in mestni svetnik in poslanec ali državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, sem vedno nekako tudi bil večkrat v precepu med seveda politiko in stroko. Ampak to najlažje potem rešiš tako, da v procese odločanja in priprave gradiv vključiš stroko. Mi pa imamo seveda žal v tem mandatu tudi večkrat izkušnje, ko se nekako in volje ljudi ni spoštovalo, se šlo nekaj kar na trdo, ne? Imamo nekaj takih primerov v CMD-ju, pa mogoče na desni strani Drave. Tako da jaz mislim, da treba v vse procese odločanja vključiti ljudi in stroko, potem pa mora mestni svet tisti biti, ki seveda mora to upoštevati. Dokler pa se bomo obnašali kot buldožer in povozili stroko in ljudi, do takrat pa bomo pač imeli probleme, sodne spore pa nezaupanje. Najlepša hvala, gospod Lansko, vi ste naslednji želeli besedo. Glejte, res me moti to poseganje v strogi center. In glejte, jaz se vsako večer bojim, pa si mislim, kaj pa če pade kakšen strešnik z gradu, bo to potem enaka zgodba, da bo postalo nevarno, zato pa ga bomo zrušili. Dajmo se pogovarjati resno. Jaz sem zato, da Ptuj ostane tako, kot je. In stavbo, ki jo enkrat porušiš, za enkrat ne moreš narediti starejše. Lahko pa to staro obnoviš. Najlepša hvala za mnenje, gospod Pražil. Gledajte, to je dejansko posledica vseh teh zgodovinskih dejstev oziroma tudi slabega vodenja občine oziroma občinskih vlad oziroma veljakov v prejšnjih mandatih, ki se dejansko zdaj tudi rezultirajo v določenih primerih, kot je dejansko rušenje oziroma samo porušenje stavbe. Jaz sem se takrat, moram povedati, da sem se zavzemal za ohranitev Usnjarske, ker tudi enostavno tudi emocionalno sem nekako vezan na ta del Ptuja. In je pa res, da pač se presodi v določenih primerih, treba tudi upoštevati, se pravi resna vodila oziroma stroko. Je pa druga zadeva, ki je tudi problematična v tej Dravski ulici, ta, da dejansko, če pogledamo, res, kot je že prej županja tudi rekla za veduto, srednjeveško veduto, da enostavno je pač treba razumeti, da tudi veduta lahko delno se oziroma dopolnjuje oziroma raste. Tako da, glejte, kot rečeno, premalo se je naredilo za varovanje kulturne dediščine na Ptuju, to je treba priznati. Tudi prejšnje oblasti oziroma pač oblastniki niso imeli največjega posluha za ohranjanje kulturne dediščine. Je pa dejansko res, da ljudje in kulturna dediščina bodo dali tisti res pečat Ptuju, ki ga potrebuje in si ga zasluži. Lepša hvala, gospod Krilanič. Veduta Ptuja pa staro mesto žal bolj razpada kot pa raste. In to moramo spremeniti na način, da Ptuj oziroma Ptujska veduta, pa Ptujska zgodovina postane nacionalni interes. Tukaj zelo apeliram tudi na vse tiste kolege in kolegice, ki se radi pohvalijo s svojimi dobrimi zvezami v Ljubljani, da dejansko pritegnemo čim več kapitala in politike na Ptuj, da bomo Ptuj obnovili in razvili v smeri, da bo postal globalna znamka. Veduta Ptuja je lahko
enako pomemben ali pa prepoznaven znak, kot je Blejski otok, ampak enostavno moramo mi, Ptujčani, stopiti skupaj in to potem predstaviti Ljubljani, pa še širše. Globalna znamka potem seveda tudi pritegnila več kapitala in več pozornosti na Ptuj, več turizma in tudi drugih investicij. Na Ptuju bi lahko ali pa bi skoraj da morali imeti en nacionalni protokolarni objekt. Država nima nobenega protokolarnega objekta v našem koncu. O tem smo govorili že, oziroma sem predlagal, da bi lahko imeli grad Turnišče, lahko pa imamo tudi kaj v mestu. To bi absolutno pritegnilo tudi politiko in dvignilo pomembnost našega mesta. In še ena prispodoba glede stroke. Absolutno, seveda, stroko je potrebno spoštovati, dokler je stroka tudi spoštljiva nazaj. Razumite zdaj mojo naslednjo prispodobo bolj karikirano, ampak v imenu stroke so na zadnji 2 leti zapirali in omejevali z dokazano škodljivimi in neučinkovitimi ukrepi. Enostavno želim prenesti, da tudi tukaj, ko govorimo o stroki v zvezi z ohranjanjem in oživljanjem starega, mislim, vedute in stavb, moramo biti večkrat previdni in se pogovarjati. Prav, najlepša hvala. Še gospod Petek. Lokacija na Dravski ulici, kjer je nekoč stal Koteks Tobus, je elitna lokacija. V času župana Senčarja je bila aktualna ideja, da se v to stavbo umesti glasbena šola. V tistem trenutku sem jaz bil proti, ker je res bila ta stavba v zelo slabem stanju. Zdaj je ni več in jaz bom najbolj srečen, če se bo zgradila nova stavba, namenjena glasbeni šoli. Glasbena šola deluje v zelo slabih prostorih, zelo slabo streho imamo, fasado pa tudi pretesno. Delujemo na 4 lokacijah, potrebujemo približno 2000 kvadratov in potem bi lahko celotno dejavnost združili pod eno streho. To je, bi rekel, stara ideja oziroma obljube o tem, da bomo končno pridobili za našo glasbeno šolo ustrezne prostore, je že stara več kot 10 let in mislim, da je tudi skrajni čas, da ta problem dokončno rešimo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lozan. Očitno je problem v komunikaciji, tu bi se strinjal, pa navezal na razpravo Andreja. CMD še prej je bila Potrčeva, ko so tudi prišli iz občine in so rekli, to vam bomo vzeli, ono bomo vzeli, pa smo rekli, kaj nam boste vzeli, to je naše. In smo potem morali se organizirati in tako naprej in po pol leta smo dejansko jim dopovedali, da nekatere stvari ne grejo tako, kot si želijo. Jaz prihajam iz gospodarstva in tam se moraš obnašati kot dober gospodar. Če nimaš teh izkušenj, potem se obnašaš pač tako, kot se obnašaš, odkriješ streho, potem pa ugotoviš, da nimaš vseh dovoljenj, da bi jih lahko pokril oziroma nadaljeval, kar pač nadaljuješ. Tako da verjamem, da se da delati drugače, boljše, bolj gospodarno in ne vem, sem zelo razočaran nad to komunikacijo z občani in to ne prinese nič dobrega. Najlepša hvala, še gospa Krpsevič, niste imeli. Jaz sem poslušala najprej, kaj so proti kandidati povedali. Glede Koteksta, ko se je podaril, nisem bila navdušena, ampak potem sem pa malo bolj premislila in čisto tak en življenjski primer. Če ne greš pravočasno k zobarju, pa ti zoba ne morejo več popraviti, potem tega morajo pač spoliti in staviti implantant. Če je bila stavba tako daleč uničena, da ji ni bilo več pomoči, potem podpiram, jaz bi bila zelo za to, da se tam res postavi nova glasbena šola ali kakšna druga primerna stavba, ki bi dopolnila vso to kulturno, rečemo temu kulturna dediščina, niso samo stavbe. Kulturna dediščina je veliko več kot ruševina, o kateri se danes večinoma pogovarjamo. Pa ker mislim, da počasi bomo zaključili s tem, morda bi rada bi še dodala nekaj. Prej smo se pogovarjali o oživljanju. Kako oživiti mestno jedro. Jaz mislim, da
Oživili mestno jedro bomo takrat, ko se bomo začeli še malo bolj zavedati, da Mestna občina Ptuj ni samo center Ptuja, ampak je vseh 10 naselij. In bomo naredili boljše povezave z zaledjem. Mi imamo v zaledju odlične proizvajalce vin, odlične pridelovalce hrane, ki bi, če bi bila ta sinergija narejena, lahko to ponudili v mesto in hkrati bi mesto bolj živelo, pa tudi ne bi pozabili na še ene pomembne tradicije. Mi imamo še eno pomembno tradicijo Ptujčani, ne samo to, da smo veliko vsega izkopali. To je bil tudi sejemsko in trgovsko mesto, zato je postal tako močan, kot je bil. Na Ptuju se je začel sejem Agra, na Ptuju imamo še vedno dobrote slovenskih kmetij, tako da, ko se bomo pogovarjali o umeščanju pomembnih prostorov, jaz mislim, da bi se morali pogovarjati tudi o multifunkcionalnem prostoru, kjer bi se lahko take dejavnosti ponovno dogajale in se širile, sicer nam bodo še dobrote odišle, tako kot nam je odišla Agra. Najlepša hvala. Replike, gospod Larsko, vi ste želeli repliko? Ja, te sem opozoriti Štefana, da naj ne jamra preveč glede glasbene šole, ker se bojim, da bo ostal brez nje. Najlepša hvala. Še kakšna replika mogoče? Drugače bi počasi zaključili, čas se nam je iztekel. Zahvaljujem se vam vsem za obisk in vam seveda želim srečo pri izbiri v nedeljo. Vam, dragi kandidati, seveda čim boljši rezultat na volitvah in vsem skupaj lep večer še naprej. Ovo smo ga, da on ne... Ovo smo ga. Napisao rada prija.